tablici prijaviti. No, sej, pomembno, zdaj vas imamo, tako da v neki obliki ste z nami, ne? Na eni napravi sem z vami, na drugi, ki je pa bolj prikladna, pa še nisem. Aha, dobro, sej bomo kar vmes, ker imamo tudi na Facebooku obljubljeno, da se bomo javili, pa bi kar začeli. Če bo pa kaj, bojo pa ljudje tudi razumeli, da se bomo še malo postavili, ne? Lepo pozno popoldne vsem skupaj, lepo vas pozdravljam v imenu vseh, na začetku jaz, v imenu vseh soorganizatorjev, to se pravi Posavskega muzeja Brežice, Sinagoge Maribor in tudi občine Sevnica, skupaj s podporo zavoda KŠTM. Namreč danes, natančno ob tej uri, bi se morali srečati na gradu Sevnica oziroma konkretno v prostoru v Lutrovski kleti, kjer smo bili dogovorjeni, da v času oziroma v času, ko občina Sevnica praznuje občinski praznik, predstavimo tudi razstavo in seveda posebej tudi zgodbo Stevana Saviča, s katero smo letos nekako ponovno spomnili na še druge pomembne obletnice v času, ko nas okupirajo različne težave, predvsem COVID, ne, in to ali verjamemo ali ne verjamemo, ne, in mogoče smo malo pozabili na neke druge čase pred 80 leti, ki so bili vsaj z gledišča nas, ki se ukvarjamo z dediščino, veliko težji kot so današnji. Tudi zato, ker imamo seveda možnost, da kljub temu, da smo zdaj to živo srečanje prestavili, da se lahko srečamo na ta način, kot se danes srečamo, in da lahko na ta način vseeno tudi opozorimo oziroma predstavimo eno pomembno obletnico oziroma predstavimo razstavo, pripoved. Zakaj nočemo uporabiti zgodbe, ne? Ker v bistvu, kadar govorimo o zgodbah, rečemo lahko tudi, da so vedno lahko izmišljene, neizmišljene, ne? Ampak mi pač skupaj pripovedujemo o resnični preteklosti, ki se je zgodila ne tako daleč, pa ne tako časovno oddaljeno, pa včasih pozabimo. Zato je res pomembno, da velikokrat o tem govorimo, da posredujemo naše znanje naprej in pri tem seveda sem najbolj hvaležna dragemu kolegu Muzalcu, zdaj že nekaj časa, Borisu Hajdinjaku iz Sinagoge Maribor, še posebej pa seveda naši častni gostji, gospe Esteri Savič-Bizjak iz Sevnice, in pa seveda lepo pozdravljam tudi župana občine Sevnice, gospoda Srečka Ocvirka. Ni nas ravno veliko na tem Zoomu, ampak nepomembno. Pomembno je, da to gre naprej, danes preko Facebooka, celoten dogodek, virtualni pa tudi snemamo in bo na voljo na YouTube kanalu Posavskega muzeja Brežice. Nekako smo si zamislili, da vam najprej predstavimo to širšo sliko, najprej zgodbo o razstavi Tu se je smrt utrudila do smrti, o koncentracijskem taborišču Auschwitz in predvsem slovenskih žrtvah Auschwitza. Potem bo naša kolegica, to bo predstavil avtor Boris Hajdinjak, potem bo naša kolegica Mihaela Kovačič vas na kratko popeljala v dogodke, ki smo jih letos že opravili, pa tudi v nekaj gradiva. Potem bomo prosili gospo Estero Savič-Bizjak za nekaj besed in na koncu, če je prav tako, nas bo pa nagovoril še župan občine Sevnica, gospod Srečko Ocvirk, ki bo, tako kot on izjemno lepo zna, zaokrožil ta naš dogodek v eno lepo celoto. Torej, še enkrat dogodek snemamo, pozdravljamo gledalce na Facebooku in kar nadaljujemo z besedami oziroma z zgodbo, s pripovedjo osrednjega raziskovalca te teme na Slovenskem, bi lahko rekli, in tudi direktorja Sinagoge Maribor, se pravi Centra za judovsko kulturno dediščino, ki se trudi, da ne deluje samo v Mariboru in tem delu Slovenije, ampak po celotnem prostoru in seveda tudi širše. Torej, dragi Boris, hvala lepa, da si z nami, ta zdaj virtualni oder pa je za nekaj časa tvoj. Pozdravljeni.
Oglašam se iz Maribora, ne sicer iz sinagoge Maribor, kjer je sedež našega zavoda. In to seveda iz preprostega razloga, ker ravno kar potekajo obsežna sanacijska dela. Naš spomenik je v osnovi srednjeveški in seveda vsemi težavami, ki s tem pridejo, in vsemi zahtevnimi finančnimi konstrukcijami, ki s tem pridemo. Teda smo samo veseli, da ta stvar poteka, in zato seveda nič nisem žalosten, ker se oglašam iz sicer domače delovne sobe. Ampak dovolite mi, da sicer nekoliko razširim to, kar je že Alenka napovedala. Torej, mi imamo sicer uradno zelo dolgi naziv Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. To je pa zaradi tega, ker seveda se ukvarjamo za to temo, kot je seveda povedano. In naša tema je seveda, kljub temu, da smo uradno in razglašam zdaj še vedno najmanjši javni kulturni zavod v Sloveniji, imamo točno 2 zaposlena, tako da ko slišite besedo direktor, ne imeti nobenih strašnih občutkov veličine in podobnega, vsaj pri mojem imenu to ne more biti. Moram povedati, da je pač naša naloga zelo velika na drugi strani. Torej, časovno se ukvarjamo z lokom od srednjega veka do 20. stoletja, ozemeljsko pa se ukvarjamo prav tako z lokom od Lendave, kjer je sicer druga ohranjena sinagoga v Sloveniji, ni sicer srednjeveška iz 19. stoletja, do Pirana. No in pri nas to vsekakor ni fraza. Sestavni del torej našega proučevanja judovske kulturne dediščine, judovske preteklosti Slovenije je zagotovo seveda druga svetovna vojna, Holokaust in pa znotraj tega kot absolutno najbolj pomembna tema Auschwitz. No in pred 2 letoma, 2020, je minilo 27. januarja 75 let od zabitja Auschwitza. Takrat smo se seveda že predtem odločili, da bomo naredili razstavo o slovenskih judovskih žrtvah Auschwitza, kjer pa seveda v Sloveniji nobena ustanova, ki bi se ukvarjala tudi z romskimi žrtvami, in žal v Sloveniji je bila tudi skupina Romov, ki je umrla Auschwitza, smo zavestno se odločili, da v tem primeru seveda gremo preko tega, kar sicer je običajno značilno za nas, torej samo Jude. No, ampak nekaj mesecev pred samo to razstavo je prišlo do ugotovitve, da seveda nihče drugi ne bo pa nič o Slovencih v Auschwitzu naredil. No in zaradi tega smo se potem odločili namenoma, da bomo torej razstavo razširili na ta način, da bomo seveda videli pravzaprav čisto vse, ki so bili tam. In zato pa je tudi ta naslov Slovenske žrtve Auschwitza. Torej, da naša razstava govori torej o tako Slovenci, ki so bili najbolj številčna žrtva Auschwitza, kot o Judih, ki so sicer mogoče najbolj znane žrtve Auschwitza, kot pravzaprav posebno neznanih Romih. Zdaj, seveda, ker je naša ustanova tako majhna in ne razpolaga z kaj prida originalnega gradiva, je namenoma razstava gradila samo na fotokopijah, fotografijah dokumentov in fotografijah kot takšnih. Na sami razstavi sicer mimogrede je predstavljeno nič manj kot 65 zgodb resničnih ljudi, ki so takšen drugačen način iz Slovenije prišli v Auschwitz. No, ampak od vsega načina je bilo mišljeno, da bo ta razstava potovala po čim več slovenskih muzejih, zaradi tega, da bi spodbudili ne samo zavedanje, znanje o tem, kaj se je zgodilo v Auschwitzu, kdo vse iz Auschwitza bil v Sloveniji, kdo vse Slovenija bil v Auschwitzu, ampak da bi morda muzeji še pobrskali po svojih depojih, po morda že nekoč povedanih, pa zdaj pozabljenih zgodbah in pomembno dopolnili to našo razstavo s tem, kar mi nimamo, to je s predmeti. No in zaradi odličnega sodelovanja z Posavskim muzejem Brežice je ta zadeva potem rodila takoj sad. Seveda tudi zaradi tega, ker sem že leta 2015 poznal, ko je bila sicer predstavljena usoda družine Savič-Zilberstein na takratni razstavi, sicer ne direktno v Auschwitzu, kjer je bilo govora o tem, kako so se Slovenci z različnih vojn vračali domov, ta razstava pod domov. In takrat sem se že seznanil v osnovi z usodo te družine. Ampak kot se je izkazalo tudi v tem primeru, čeprav je takratna kustosinja gospa Dejak seveda pripravljala korektno razstavo, ker tudi nisem vsega gradiva takrat poznal, da seveda vseh okoliščin nisem poznal. Zdaj seveda, ker je bilo tukaj želja, da torej to gradivo, ki ga vse Posavski muzej ima in ga je seveda tudi gospa Savičeva potem še dopolnila, torej čim bolj natančno raziščemo, se je ugotovilo na koncu, da je ta družina Savič živela pred drugo svetovno vojno že v Ljubljani, da so iz Ljubljane pobegnili v Benetke, da so v Benetkah potem bili zaprti, od tod so šele prišli v Auschwitz. Torej cela, bi rekli, sklop nekih zadev, ki so do zdaj bile pravzaprav neznane, neopažene, in vse to zaradi iskrene želje, samo da zdaj torej ti predmeti, ki sicer bi morda obstičali nekje v depoju ali pa recimo v družinskem izročilu, dejansko dobijo življenje. Zdaj, upam se trditi, da nam je to uspelo. Del tega uspeha je nenazadnje že prvo gostovanje v Ljubljani, ki je bilo nedavno, in pa zdaj to sicer zaenkrat še virtualno, ampak verjamem tudi, da je v bližnji prihodnosti živo gostovanje. Zdaj, kar se tiče same zgodbe,
Da ne bi zahajali preveč podrobnosti, vabim seveda pač, da si tisti, ki želite to natančno preberete, bi vseeno izpostavil eno zadevo, ki se dostikrat sliši še danes, recimo, ne, češ kako je bilo možno, ne, sredi takrat, tudi v 20. stoletju bila Evropa že civilizirana, da je tako velika skupina ljudi, ne, tako krut način končala. In torej ponavadi si mislijo, da so zdaj Judje enostavno pač bili zaprti, pa se kar peljali, pa kar direktno v plinske celice. Ravno zgodba družine Savič govori o tem, da nikakor ni šlo za tako preprosto zgodbo, recimo, ne. Konkretno oče in Stevan Savič sta bila recimo že 41 let zaprta, ne. Na Dunaju Gestapo je tam zasliševal, pa sta vendar potem bila spuščena, sta se zatekla v Ljubljano, iz Ljubljane sta se zatekla v Benetke, torej lahko bi rekli, da ta zgodba te družine govori o tem, da so ti ljudje na vse možne načine poskušali preživeti, ne, in kot veste, ne, mnogim to ni uspelo. Tudi zaradi tega, ker je torej večina družine Silberstein Savič na takšen žalosten in krut način umrla, je seveda bila potem želja, da se spominja njih ohrani še kako drugače, kot je samo za to razstavo, katero verjamem, da je seveda izjemno pomembna, ampak seveda, da, ker glede na to, da so se torej nekatere stvari zgodile v Ljubljani, ne, torej tam, kjer so oni bili doma pred drugo svetovno vojno, je potem prišlo do seveda spletnega, ugodnega poteka dogodka, da so dobili tudi zelo neopazne, potem verjetno več besed kasneje nadaljevanju, ne, spomenike, ki so še Stolpersteini. Po drugi strani bi pa rad poudaril, da je seveda sama ta razstava, ne, zagotovo za tem dopolnilo, ne, potihem seveda tudi želja, da se zgodi nekaj, kar še zdaj ni zaživelo. Namreč Auschwitz, če greste zdaj v Auschwitz kot turisti, kot obiskovalci, boste videli, da je seveda en veliki muzej danes, kjer pa niso ena samo neka, bi rekli, splošna razstava, ampak različne evropske države, tiste, ki kaj daje nase, če bom zelo dejansko direktno rekel, in pa ki se zavedajo, torej pomena Auschwitza, imajo svoje nacionalne razstave. Nekoč, ko je bila država Jugoslavija, seveda v tem Auschwitzu bil jugoslovanski paviljon, ker je, kot veste, ta država že kar nekaj časa nazaj razpadla, je potem seveda ta paviljon bil zaprt in zdaj že več kot 10 let potekajo, upam si reči, ne, pravzaprav ne preveč plodna pogajanja o tem, kdo bo kdaj, kaj v Jugoslaviji pač naredil, ne. Torej, ta naš majhen slovenski prispevek je zagotovo pač želja, da seveda to nekoč postane del te velike splošne razstave, ne, in upamo, ne, da seveda ne samo kot zdaj v tem primeru, ko je to sodelovanje z Posavskim muzejem Brežice seveda rodilo sadove, ampak tudi še kje drugje to rodilo. Zato se zelo veselim, da naslednje leto bo razstava gostovala še na naslednjih 6 muzejih, in če bo vsakem samo ena takšna zgodba odkrita, kot je bila ta zgodba družine Silberstein Savič, ne, smo dosegli svoj cilj. Zaključil bi z mislijo, ne, da si ljudje, ki so umrli in trpeli v Auschwitzu, ne, spomin na svoje trpljenje zaslužijo, mi sedaj živeči ga pa potrebujemo. In pa z zadnjim žalostnim dodatkom današnjega dne, ravno nam nedolgo pred začetkom tega srečanja sem izvedel, da je umrla sicer v visoki starosti 96 let, gospa Sonja Vrščaj. Ona je bila mnoga leta, 10-15 let, predsednica taboriščnega odbora, torej preživelih taboriščnikov Auschwitza. Jaz sem jo srečal v seveda njenih zelo poznih letih, prvič leta 2015, ko sem z njo bil prvič na ekskurziji z dijaki v Auschwitzu. Če bi zdaj imeli v živo razstavo, bi bom pokazal zadnjo fotografijo, na kateri je točno gospa Sonja Vrščaj, ki razlaga, ne, kaj se je njej 1944. leta v Auschwitzu zgodila v skupini slovenskih dijakov. Zdaj žal ta seveda slika bo ostala samo zato, da si pogledate naprej. Obenem bi pa na ta način seveda se zahvalil za vse, kar mi je gospa Vrščaj dala in na ta način tudi potrdil, da seveda njeno prizadevanje in seveda njene misli ne bodo pozabljene. Hvala. Najlepša hvala, Boris. Boš mogoče potem še kje dopolnil, ne? Ker res je cilj današnjega dogodka, da predvsem opozorimo, ne boste pa izvedeli vsega, ne? Ker bo predvsem nujno in potrebno, da se vidimo tudi v živo in na razstavi tudi v Sevnici. Seveda pa še lahko tudi v drugih krajih, kamor bo razstava potovala. Vse podatke boste pa našli na spletni strani Sinagoge Maribor, ne? Mogoče tudi še nekateri izmed teh mi aktivno sodelujemo. Zdaj bi pa prosila kolegico Mihaelo Kovačič, da predstavi to, kar ste že malo zdaj gledali zadaj, v bistvu te dogodke, ki so bili, fotografije z teh, pa potem tudi prav te posebne dokumente o družini Savič, ki bi jih tudi lahko videli v živo, oziroma ne bi bili sedaj na razstavi več v živo, ker je naš konzervator, restaurator povedal, da moramo zelo čuvati te dokumente in zdaj smo vse digitalizirali
in bodo na voljo bolj kot ne v teh digitalnih oblikah, da se res ohranijo še za dolgo. Pa Mihaela, naša kustosinja za zgodovino, lepo prosim še za tvoj prispevek. Dober večer, lep dober večer tudi v mojem imenu. Zdaj v času govora gospoda Hajdinjaka ste že videli delček te prezentacije, ki je nekako razdeljena v dva dela. V prvem delu so predstavljene fotografije iz dogodkov, iz razstav. V drugem delu pa dokumenti, ki so bili ogled bodisi živo, bodisi na panojih, se pravi kot fotokopije, tako da je v bistvu ta prezentacija nekako taka razstava v majhnem, taka virtualna. Tako da bi prosila za prvo fotografijo prezentacije, kjer v bistvu je razstava. Tu se je Smrt utrudila do smrti, katere avtor je gospod Hajdinjak, gostovala od aprila do junija 2021 pri nas v Posavskem muzeju Brežice in kateri smo dodali, kakor je že gospod Hajdinjak povedal, tudi to zgodbo iz lokalnega okolja, se pravi Sevničana, gospoda Stevana Saviča, očeta, danes prisotna je tudi z nami, gospe Estere. To so še vedno fotografije iz te razstave pri nas v gradu. To pa so že fotografije iz dogodka 9.9.2021, ko smo gostovali v Judovskem kulturnem centru v Ljubljani pri projektu polaganja spotikavcev, katere je tudi gospod Hajdinjak omenil. V bistvu je to projekt, ki ga je zasnoval že leta 1992 avtor Gunter Demnig in so te spotikavci res vse povsod po Evropi že, prav tako v Ljubljani, kjer je letos, pravkar vidite na fotografiji, dobila tudi družina Savič na Koritkovi 22 4 spotikavce. Se pravi Stevan Savič, njegova starša in pa njegov brat. Se pravi, na naslednji fotografiji pa se še vidi v bistvu razstava, ki je bila hkrati odprta, in predmete vidite v bistvu potem v nadaljevanju te prezentacije. Ti predmeti oziroma dokumenti v glavnem so od leta 1911, ko se je gospod Stevan Savič rodil, pa vse do leta 1945, ko se je vrnil iz ujetništva. Tako da res je zanimiva pot, težka pot. Tukaj vidite starša, v 30 letih njegova starša. V 30 letih je v bistvu spremenil svoje ime v Savič, v skladu s takratno tradicijo. Potem tik pred drugo svetovno vojno, se pravi tik pred napadom na Jugoslavijo, je prejel diplomo in je postal inženir kemije. Potem pa se začne ta pot preganjanja, ki je že tudi gospod Hajdinjak omenjal, se pravi iz Ljubljane v Benetke, od koder je bil pregnan najprej v Rižarno in potem v Auschwitz, se pravi vsi štirje. To je v bistvu, to so fotografije starša, se pravi očeta, to so fotografije, dokumenti iz Ljubljane in potem iz Benetk, še te zadnji in potem še nekaj dokumentov iz samega, to je v bistvu prenos, se pravi premestitev iz Auschwitza v podružnično taborišče Dachau. To so res potem že, to je na sliki vidite trenutno taboriščno obleko iz Dachaua, ki jo hranimo v Posavskem muzeju Brežice. In potem še nekaj dokumentov iz taborišč, ta je iz Dachaua, osebni list. In pa potem še na koncu dokument o repatriaciji Stevana Saviča, tako da in njegova vrnitev v Slovenijo. Srečna vrnitev, žal so njegov brat in starši
ostali za vekomaj v taboriščih. Na koncu še nekaj predmetov gospoda Saviča, se pravi molitveni šal in pa vrečka nadaljnje, kjer je šal spravljen. Tako da je tako nekako na hitro. No. To so v bistvu vsi predmeti, ki bodo pač tako ali drugače vidni tudi na razstavi, ki si jo boste lahko ogledali naslednje leto v živo. Tako da, hvala. Najlepša hvala za ta kratek sprehod. Ni bilo možno to hitro brati, ampak seveda to je res, vas čakamo na razstavi. Zdaj bi pa prosila, videli ste res iskreno zahvalo naši podpornici, tisti, brez katere te razstave oziroma te dopolnitve ne bi bilo, in resnično velika hvala za naklonjenost, za ta pogum, da to zgodbo delite z nami, pa upamo tudi čim bolj številno publiko. Smo se trudili v teh časih, da bi bilo čim več in se veselimo gostovanj, ker seveda niso te časi najboljši in bi si želeli tudi še več odmeva v šolah, v srednjih šolah, med študenti, pa verjamem, da nam bo to tudi prihodnje aktivno delovanje omogočilo in da bo takrat, tako kot je sedaj, z veliko naklonjenostjo z nami vsemi sodelovala tudi gospa Ester Savič-Bizjak, ki stanuje zelo blizu Lutrovske kleti, kjer naj bi gostovala razstava in bi samo par korakov v bistvu naredila. Tako da verjamem, da vam ni ravno fajn in lepo, da nismo v Sevnici danes, ampak seveda verjamem pa, da bomo kmalu in da bo vse to poplačano še bolje. Torej, gospa Estera, sedaj pa prosim za nekaj vaših besed, da dopolnite vsega, kar smo povedali, in prosim, da kar ta mikrofonček pritisnete, da vas bomo slišali. Aha, niste še? Vključite mikrofon. Tako, zdaj pa bo. Tako, hvala. Hvala. Rada bi se še enkrat zahvalila vsem, ki ste pripomogli k temu, da spomin ne samo na moje stare starše, ampak tudi na vse žrtve Auschwitza živi in da se ne pozabi. Seveda tukaj najprej Posavskemu muzeju Brežice, direktorica Alenka, vam najlepša hvala, vaši ekipi, Vlastideja, ki je prva začela, kakor je že Boris omenil, začela kopati po vseh teh dokumentih in je postavila to prvo razstavo leta 2015. Bila je tudi potem predstavljena v Sevnici, v knjižnici Sevnica. Poleg teh, torej sej hranim veliko teh fotografij, dokumentov, ampak tudi sama se nisem skozi vse te dokumente znala prebiti. Ona se je in je res predstavila to prvo razstavo mojega očeta z tetovirano številko A19960 in ta je bila potem tudi nekje najverjetneje osnova za čudovito razstavo, ki jo je postavil dr. Boris Hajdinjak, ki je bila spomladi pri vas, no, zdaj bi morala biti tukaj, del je bilo tudi v Ljubljani ob postavitvi spotikavcev. In tukaj te spotikavci mi veliko pomenijo. Dejansko so dobili moji stari starši, oče dobro, ne, ampak stric, prvič svoj spomenik. Prvič nekje piše, da so živeli in da so tudi veliko tega skozi dali. Tako da te spotikavci, tudi jaz jih, veliko ljudi še ne pozna, tudi jaz jih nisem 10 let nazaj poznala, ko so se začeli šele pri nas v Sloveniji postavljati in je to res ena takšna krasna stvar, ki jo je ta nemški umetnik začel in jih je menda že skoraj 100.000 v ne vem koliko 24 evropskih državah. Gospod Hajdinjak je našel tudi veliko stvari, ki so bile meni do zdaj neznane. Našel je na primer
Prele smo videli sliko iz gestapovskega muzeja, iz gestapovskega zapora na Dunaju. To so bile slike, jaz jih nikoli nisem videla. Našel je iz Dachau od mojega očeta in njegovega brata Šoršja, mi smo ga Šorši, pač doma so ga Šorši klicali, z očetovim podpisom. Torej, to je bil podpis, ki ga je imel vse do smrti. Torej, jaz ta podpis poznam in je bil že, torej sem ga, tako da sem njega videla, ko sem ta podpis videla. Tako da našel je stvari tudi v končni fazi, ki je za Sevnico dokaj torej zanimiva, o nastanku Jugotanina, da je bil tudi moj star oče, ki je bil, da je sodeloval pri postavitvi Jugotanina v Sevnici. On je potem bil tudi solastnik in pa postavil istega leta tovarno Tanina v Medvodah, katere je bil tudi potem lastnik. Tako da res moj poklon, gospod Boris Hajdinjak, to je nekaj neverjetnega, kaj je za mene in pa tudi za celo razstavo. In tako, kot je rekel, res, čeprav sem s tem živela, ampak še vedno so mi to nove stvari. Ko je rekel, in tudi ko sem jaz možu pripotovala, sem rekla, saj je res, vsi mislimo, da so Židje kar čakali, da jih odpeljajo. Ampak kaj so vse skozi dali, da temu ni tako, ne? Ker iz filmov vidimo, so prišli in so jih odpeljali. Ampak kaj vse je bilo še za temi zgodbami vsake družine. Oče mi o tem ni pripovedoval. Spomnim se, da ko sem šla na smučanje na Poljskem, v Zakopanjih in sem pol zadnji dan izkoristila in sem šla v Auschwitz, ker me je to, oče mi ni hotel pripovedovati. In me je zanimalo. In ko sem prišla domov, ko sem mu povedala, se je zgrozil, je rekel, ti tega ne bi smela videti. To so res, ampak vseeno, čeprav mi ni o tem pripovedoval, to je bilo vedno nekje senca, nekje, jaz sem živela s tem, vedela sem za to, mogoče od drugih, vsekakor pa ne od njega. Tako da, oče mi je bil vzornik. Vsako jutro je kot bivši sokolaš eno uro telovadil, bil je violinist, užival je v glasbi, spoštoval je človeka, ne pa kdo je, od kod je, kakšne vere je, važno je bilo, da je bil pošten, deloven, srčen in cenil je znanje. Z zadovoljstvom lahko povem, da sem te vrednote, upam, da in kolikor opazim, tudi na moji hčeri prenesla, na Mojco in Saro, in vsi moramo biti vzgled strpnosti, vsi moramo biti vzgled, da je nestrpnost do posameznikov drugačnih vse več, celo v naši družbi se soočamo z neonacisti, kar je popolnoma nesprejemljivo. In kako lepo, da je današnji dogodek sovpada z mednarodnim dnevom strpnosti, ki ga od leta 1995 obeležujemo na jutrišnji dan, na 16. november, dejansko to je predvečer mednarodnega dneva strpnosti. In naj bo to sporočilo današnjega dogodka, da je drugačnost bogastvo tega sveta, ne pa vzrok za vojno in sovraštvo. Bodimo strpni do nam drugačnih. Na koncu še hvala gospod župan Srečko Cvirku in občini Sevnica, ki je omogočila današnji dogodek, in čestitke vsem Sevničanom v našem prazniku. Hvala. Najlepša hvala za te lepe besede. Mi smo res veseli za ta vaš čas, ki ga namenjate. Dobro, saj vem, da je tudi to za vas pomembno, ampak hkrati je izjemno pomembno, da imamo dediščinske ustanove, te ljudi, vas, ki ste pripravljeni to deliti, ker vam ni lahko, in vemo, da recimo je vedno to, se čuti pač v teh vaših besedah še vedno ta velika žalost, čutite s to svojo družino, čeprav jih večine niste poznali,
in ni tako enostavno o teh stvarih govoriti. Še posebej, ker 2015, lepo, da ste omenili tisto našo razstavo v sklopu vseslovenske akcije Pot domov, ko so prišli na to odprtje tudi njegovi bivši sodelavci, ki so ga poznali iz sevniškega Tanina, in eden med njimi je bil čisto, je rekel, jaz nisem čisto nič vedel. On sploh ni o tem govoril in tudi ni se čutilo, da bi preživel vse to. Je bil, zgleda, toliko pozitiven in tako strpen, kot ste sami povedali, da je bilo zelo zanimivo poslušati ta pričevanja tudi, ljudi, ki so ga poznali, pa v bistvu jih ni nikoli s tem na nek način obremenjeval. Je tako, da? Je tako, hvala. Tako da ste res prejeli eno lepo dediščino, ki jo delite z nami, in velika hvala še enkrat. Hvala. Ja. Mogoče, Boris, če želiš še ti kaj dodati? Najbrž ne? Aha, okej. Lahko, samo času meni. Ne, še enkrat bi poudaril, da sem zelo vesel, da je do tega prišlo najprej današnjega dogodka v virtualni obliki, pa tudi sicer sodelovanja, in samo srčno upam, da je to seveda ena izmed mnogih postav na našem skupnem sodelovanju. Recimo zdaj ravno, kak je v bistvu svet majhen, kako hitro najdemo recimo povezave v tej naši ne tako strašno veliki Sloveniji. Med pripravami na ta dogodek je prišlo do imena Savo Kladnik, po katerem se še danes osnovna šola v Sevnici imenuje. Jaz vem, da je on bil dijak predhodnice današnje prve gimnazije Maribor, na katerem sem se 21 let učil, in sem pred 10 leti en krajši prispevek v njej napisal. Tako da recimo, kot lahko na tem primeru vidimo, ta žal, mnogo žrtev druge svetovne vojne so seveda zagotovo nekaj, kar si zasluži še večkrat spomin. Nikoli ne mogli vseh imen, vseh zgodb na ta način ponoviti, kot je recimo zdaj bila družina Savič, kot tudi Savo Kladnik, v katerem se imenuje osnovna šola. Ampak jaz bi rekel tu vedno, da posamezniki govorijo za mnoge, vse ostale. In kdorkoli bo ohranil vseeno ime, je naredil točno to, kar nacisti niso hoteli, ker so hoteli, da za tem ljudmi ostane nič. Še vedno je boljše vseeno ime, kot pa nič. Ja, najlepša hvala. Res v pripravi smo pač govorili tudi, zakaj občina Sevnica praznuje v novembru, in je izbran ta 12. november. In poznamo seveda tudi to, se nanaša na leto 1941, tudi na recimo, bi lahko rekli, celotno Posavje, povezano tudi z Brežiško četo. Po pač podatkih, ki jih imamo, naj bi pač komandant Brežiške čete rešil 5 aktivistov iz zapora v Sevnici, in tudi občina Sevnica se na ta način nekako spominja teh dogodkov leta 1941. Pa hkrati seveda da občina Sevnica vsako leto tudi možnost, da poleg recimo nekega veselja, ki ga imamo ob praznikih, spomnimo seveda tudi na pomembne zgodbe, ki so nas oblikovale, pa jih mogoče včasih malo pozabimo oziroma so sploh v tem današnjem času, ko se nam zdi, kako nam je grozno in težko, Vse nam ni zelo lepo, ampak še vedno, če si predstavljamo, kaj so preživeli ljudje leta 41, 40, pa še mnogo prej, smo na območju recimo tudi izgona, ki se dogaja ravno v tem času, zelo intenzivno v posavskih krajih, nas lahko to mogoče tudi malo spodbudi, da cenimo tudi našo sodobnost, ki živimo. To je bil tako uvod, še k zaključnemu nagovoru župana občine Sevnica. Gospod Srečko Ocvirk, ga poznamo kot tistega, ki zna zelo ceniti raznolike zgodbe, ki ceni širino, ki jo dajemo tudi mi z našim muzejskim delom, in res hvala, da ste tudi to popoldne z nami, da ste podprli to gostovanje, da ste podprli tudi, da kljub temu, da se pač fizično ne moramo zdaj srečati, da opravimo ta dogodek v upanju seveda, da se kmalu srečamo tudi v Sevnici. Torej prosim, gospod župan, še za vaše besede, pa bomo potem lepo zaključili v upanju na čim prejšnje snidenje. Se slišimo? Halo? Ja, se.
Hvala. Dober večer vsem. Mogoče bi svoj nagovor začel tam, kjer je nekako zaključila gospa Estera. Čestitke ob občinskem prazniku. Ta občinski praznik, kot je že bilo izpostavljeno, se navezuje na dogodke druge svetovne vojne, tistega trpljenja, in ti dogodki druge svetovne vojne, če so nekako vodilo današnjega večera, so zelo, zelo različni. Trpljenja v vojni in po vojni je bilo izredno veliko. Včasih izpostavim, nekatere skupine so trpele še po vojni, ker niso bili priznani kot žrtve vojne. To, da gospod Savič ni izpostavil svojega trpljenja, da se je bal nekako predstaviti svoje trpljenje, je verjetno imelo zelo, zelo globoke korenine, ali v tako globokem trpljenju, ali pa tudi v bojazni, kako bo to trpljenje sprejeto. Pa ni samo judovska zgodba taka, tudi izgnanci, vendar ne v takem obsegu so bili prizadeti, in zato je bistveno, sam se ne, ali pa šele sedaj dojemam, enkrat ob začetku mandata na eno vprašanje obnove spomenikov sem izjavil, da v občini Sevnica bomo obnavljali vse pomnike zgodovine. Čedalje bolj spoznavam, kako je tista izjava bila pomembna za ljudi in za vzdušje. Kajti, če obnavljamo in vzdržujemo vse pomnike zgodovine, predvsem te, ki niso spomeniki, ampak so pomniki na drugačen način, iščemo pot, iščemo resnico, vključevanje, kajti za vsako tako zgodbo so ljudje, in sam sem bil 2015 na tem dogodku in slišal tisto priznanje sodelavcev gospoda Saviča, kako niso vedeli za to trpljenje. In verjamem, da na tak način odpiramo zgodovino, jo nekako izpostavljamo drugim, in zagotovo nam ta zgodovina pomaga tudi za današnji dan, ko prav pri današnjih poročilih sem poslušal, kako postajamo nestrpni zaradi malenkosti v primerjavi z časom, ki ga je preživel gospod Savič. Zahvaljujem se Posavskemu muzeju za vaš pristop, drugačen pristop, kjer spremljate posamezne zgodbe in preko osebnih zgodb predstavite celoten čas. Verjetno to ni zgodba samo gospoda Saviča, je velikega dela judovske skupnosti, in tudi druge prezentacije, ki so bile predstavljene na podoben način, predstavijo neko zgodovino in jo tudi poosebijo in naredijo bistveno bolj dostopno mlajšim narodom. Tudi to je eno veliko sporočilo. In upam, da se res čim prej vidimo na gradu, da lahko tisti Sevničani, ki so gospoda Saviča poznali, obiščejo grad oziroma ta prostor, tam si pogledajo te razstavljene materiale in se predvsem zamislijo. Tudi zelo pomembno je za šolske otroke, da prenašamo celovito zgodovinsko zgodbo, da ne bomo poznali tuje zgodovine v osnovnih šolah bistveno bolj kot našo domačo, ki je ravno tako in ponosna in tragična, in to so pomembne stvari, zato jih sam čutim, da jih je potrebno podpirati, želim jih podpirati in upam, da bomo lahko v občini Sevnica še sledili večjim takim zgodbam, ki res prinašajo eno spoštovanje v naše kraje in spoštovanje do ljudi, do dogajanja, in res vam želim uspešno prezentacijo, pa čim prejšnje snidenje. Bi pa izpostavil, tudi virtualen svet je danes zelo pomemben. In če se na spletu stvari zgodijo, jih sam sledim, so aktualne še nekaj mesecev ali pa nekaj let, celo desetletij,
verjetno bo splet tako deloval kot tisk, po katerem iščemo številne podatke po arhivih in verjamem, da je ta današnji dogodek tudi zato pomemben, ne samo tisti, ki je fizično razstava, ampak tudi spletno dogajanje je pomembno. Tako da hvala za vse to, da izpostavljamo posameznike in celovito zgodovino za ves vložen trud in res dobro sodelovanje še naprej. Hvala. Najlepša hvala, gospod župan. Hvala tudi za to vključitev v praznik občine Sevnica. In pa, tako kot smo rekli, če se bomo potrudili, da čim prej razstava gostuje v Sevnici, to je veliko širša razstava, kot je bila leta 2015, ker seveda so predstavljene tudi druge slovenske žrtve, hkrati pa tako, kot je bilo povedano, je Boris Hajdinjak raziskal še mnogo več o sami družini Savič. V tem času smo pridobili tudi ne samo nove podatke, tudi še bolj raziskali dokumente, ki so nam na voljo in seveda to razširjeno tudi predstavljamo. Tako da še enkrat, dragim Sevničanom in Sevničankom, vse čestitke ob prazniku, praznujte kljub temu, da je treba to početi na malo drugačen način, ampak mi vedno verjamemo v boljše čase, pa tudi v to, kar je rekel gospod župan, tudi ta način, tudi te posnetki sedaj ostanejo, si jih je moč ogledati in verjamemo, da bojo koristili številnim. Želim vam še naprej lep večer, hvala vsem našim gostom, še enkrat iskrena hvala gospe Esteri Savič Bizjak, brez vas ne bi bilo tako in srečni smo, da vas imamo in upamo, da ta vaša zgodba spodbudi še tiste, ki jih ne poznamo, pa bi jih radi spoznali, jih želimo spoznati, jih želimo raziskovati in tudi skupaj pripovedovati drugim. In res hvala, da ste nas spomnila na dan strpnosti in dajmo res temu posvetiti ta večer, pa tudi jutrišnji dan. Vse dobro vsem. Hvala enako. Hvala, srečno. Srečno. Svidenje. Ne bi bilo.